Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Današnje vprašanje se glasi: živimo v družbi, kjer je alkohol, ki je ena izmed na trgu dostopnih legalnih drog, družbeno sprejemljiva, kar je povsem razumljivo, saj ljudje, ki popijejo kozarček ali dva ali celo več, živijo v odsotnosti kritičnega mišljenja do alkohola in sprejemljivosti le-tega ter zavedanja o posledicah, do katerih popivanje sploh škodljivo vodi. Pri nas naj bi bila vsaka četrta družina zaznamovana z alkoholizmom. Kakšen vpliv povzroči, da oseba, ki v mlajših letih popiva alkohol z družbo, z leti razvije odvisnost od alkohola, od osebe, ki tudi pije redno ali občasno, a ne razvije odvisnosti od alkohola? Ali je to primarna družina in odnosi v njej ter vpliv staršev, matere ali očeta, in kakšen je ta odnos in vpliv do otroka oziroma moškega ali ženske, ali se to razvije kasneje ob raznih življenjskih situacijah, družba, stresni dogodki in tako dalje, ali vpliva sekundarna družina in odnos partnerke in partnerja, ki ga ima v podzavesti v sebi glede alkohola zaradi družinskih izkušenj, ali biološka ranljivost, ali pa zapade v 10% odvisnežev. In drugo vprašanje, na kakšen način preko AIKO metode pomagati osebi, ki je odvisna od alkohola, da premaga to odvisnost, ali jo lahko premaga sama. Področje je seveda zelo široko. V bistvu govorimo o odvisnostih, ki imajo skupen imenovalec ali pa skupen vzrok, in to je nemoč in neučinkovitost reševanja problemov, ki je vedno podlaga za vsako, po mojih izkušnjah seveda, za vsako odvisnost, ki jo imamo ali pa jo imajo stranke, s katerimi delam. Alkohol ni tukaj nobena izjema. Razlika je samo mogoče ta, da je alkohol družbeno sprejemljiv, veliko bolj kot karkoli druga, tudi mogoče celo kot kajenje danes. In odvisnost od športa, mislim, da je še, ali od dela, to je še bolj sprejemljivo kot recimo odvisnost od alkohola v sodobni ali pa v slovenski družbi. Jasno pa je, da je podlaga za alkoholizem tudi z vidika AIKO enaka, se pravi neučinkovitost v reševanju problemov, oziroma če grem čisto v osnove, oseba, ki ima težave z odvisnostjo, deluje v distresu. Distres je pa oblika stresa, kjer smo neučinkoviti v reševanju oziroma vplivu na vzrok stresa in s tem stres ne moremo urediti ali odpraviti, in na ta način se iz stresa spremeni v distres. In zdaj, ko smo v distresu, gremo v simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema, zaradi tega, ker ko smo pod pritiskom, ko smo v problemu, ali se soočamo s problemom, ali pa se zavedamo, da problem prihaja v našo smer in da bo prej ali slej ga potrebno rešiti, gremo v stres, seveda takrat se dvigne napetost v telesu, dvigne se mišična kontrakcija, spremeni se dihanje, spremeni se utrip, spremenijo se hormoni, spremeni se biokemična razmerja, tako v plinov, kemičnih snovi, hormonov in ostalih, recimo regulacijskih mehanizmov, ki držijo telo v nekem ravnovesju. Seveda je logično zaradi tega, ker gremo ven iz ravnovesja. In tak odziv avtonomnega živčnega sistema je popolnoma primeren, logičen in nujen, zato da lahko uredimo problem ali stres, v katerem smo ali pa v katerem bomo v nekem znanem doglednem času. Seveda, ker gremo v simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, se takrat notranja napetost v telesu dvigne, spremeni se dihanje, srčni utrip, vse tisto, kar sem že prej omenil, in oseba je takrat pripravljena na delovanje, na dejanja, ki naj bi vplivala na tisto, kar ga spravlja v stres, pravi, ko je tem rečemo, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje.
in bi potem s to povišano notranjo napetostjo, ki je posledica simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema, ki je posledica stresa, v katerem se nahajamo, naredil dejanja, izrekel besede, premaknil, vplival na tak ali drugačen način, ali s pogledom, ali z izrazom, ali s kretnjami, držo, pogovorom, dejanji, čemerkoli, in bi vplival na to, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje, na način, ob času in na način, ki bi to, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, zmanjšal oziroma uredil ali celo odpravil, kratkoročno, srednjeročno ali dolgoročno, odvisno od možnosti in izkušenj, ki jih imamo. Recimo otroci težje rešujejo probleme dolgoročno, zaradi tega, ker niti ne razmišljajo tako, niti nimajo še izkušenj, modrosti, moči in možnosti, da bi lahko sploh dolgoročno vplivali na problem, ali pa razumeli, kakšna je dolgoročna posledica težav ali pa problemov, v katerem so, medtem ko odrasla oseba bi že morala vsaj srednjeročno razmišljati, kak problem reševati srednjeročno, če ne že dolgoročno, če se to seveda da. In zdaj, če nam to uspe, se to, kar nas moti, ovira, ogroža, omejuje, uredi, pritisk pade, zunanji pritisk pade, posledično pade tudi notranji pritisk in gremo iz simpatičnega stanja v parasimpatično stanje in se počutimo dobro, smo zadovoljni, smo pač odvisno, kak problem smo rešili, koliko učinkovito smo ga rešili, ali smo s tem, ko smo rešili problem, pomagali samo sebi, ali smo pomagali tudi nekom drugem, pol je pač seveda vse to skupaj vpliva na občutek zadovoljstva, ko smo učinkoviti v reševanju problemov, in takrat gre naš živčni sistem v parasimpatično stanje, se umirimo in gremo v fazo počitka, regeneracije, obnove energetskih zalog, zdravljenja telesa in se v bistvu pripravimo na naslednji problem, naslednji stres, naslednjo težavo, ki bo prišla po tekočem traku življenja. In v takem primeru realno ni nobene potrebe za zunanjimi substancami, katerimikoli, ki imajo na naš živčni sistem ali pa na naše telo učinek, da ga iz simpatičnega načina delovanja premikajo v parasimpatično stanje. Zaradi tega, ker se iz simpatičnega v parasimpatično premaknemo že s tem, ker učinkovito, vsaj srednjeročno, ali sploh pa, če ga znamo dolgoročno, rešujemo problem. In se počutimo v redu, zadovoljni sami s sabo, veseli, samozavestni, zadovoljni s tem, da znamo poskrbeti zase, in še bolj smo pa pol seveda jasno zadovoljni, če znamo poskrbeti tudi za druge in vidimo, da smo drugim, ki so bolj nemočni od nas, recimo otroci, partner in podobno, pomagali, s tem v bistvu dobimo še večji občutek zadovoljstva in tudi potrebnosti drugim. Ker seveda, če imate osebo, ki vam pomaga reševati probleme, tako osebo je dobro imeti ob sebi. In zdaj, ker smo socialna bitja, je seveda ta osebe, ki so učinkovite v reševanju problemov, vedno bolj sprejete, bolj rajši jih vidimo, kot pa tiste, ki nam probleme jasno povzročajo. Seveda, zdaj težava pa nastane, če tega ne znamo narediti, se pravi, ali ne moremo narediti, ali pa če smo učinkoviti samo v kratkoročnem reševanju problemov, ki pa jih rešujemo na tak način, da en problem rešimo, pa dva naredimo, ali pa včasih celo več kot dva. Ker v takem primeru pa seveda naša učinkovitost reševanja problemov začne vedno bolj padati oziroma postane neustrezna in probleme, ki jih prinaša tekoč trak življenja, ne rešujemo več zasproti ali pravočasno. Z drugim besedami se nam začnejo te problemi nabirati. Torej problemov je vedno več, probleme zaradi tega imamo vedno manj manevrskega prostora, imamo vedno manj energije, vedno bolj smo obremenjeni, vedno pogosteje smo v distresu, in imamo vedno pogosteje simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema,
ker je spet logična posledica takšnega življenjskega stila ali pa zmožnosti. Zdaj, težava, ki tukaj nastane spet na področju živčnega sistema, je ta, da bolj močneje, ko imamo aktivirano simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema, manj nam dela desni čelni reženj, in bolj smo odvisni ali od levega čelnega režnja ali pa čelni reženj v bistvu deluje z zmanjšano močjo, sploh pri ženskah je to še močneje, moški imamo živčen sistem malo drugače zvezan in ko smo v močnem stresu, nam lev čelni reženj dela bolje, kot če smo pod manjšim stresom, ampak še zmeraj pa desni čelni reženj ne deluje. Zdaj, kakšna je razlika? Lev čelni reženj je bolj zadolžen za kratkoročno predvidevanje prihodnosti, desni čelni reženj pa bolj opravlja funkcijo srednje in dolgoročnega predvidevanja prihodnosti. In če se spomnite, kar sem prej razlagal o učinkovitosti reševanja problemov, kakšna je razlika med kratkoročno učinkovitostjo, srednjeročno pa dolgoročno, upam, da ste si zapomnili, da je zato, da greste v parasimpatično stanje in se umirite po opravljenem delu, pametno, če deluje vaš desni čelni reženj bolj, ko opravljate delo, zato da tiste rešitve, ki jih načrtujete ali pa izvajate, da so bolj dolgoročno in srednjeročno učinkovite, kot pa samo kratkoročno. Ker na ta način lahko preprečite, da se problemi ponavljajo, prej opazite, da določen problem se ciklično ponavlja in potem lažje razmišljate, kako bi to ponavljanje problema zmanjšali ali celo odpravili, in seveda imate potem manj problemov. Manj, ko je problemov, manjša je verjetnost, da je simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema kronično aktivirano, in manj, ko imate kronično aktiviran simpatičen način delovanja živčnega sistema, manjša je verjetnost, da boste potrebovali substance, od katerih potem lahko postanete odvisni, in ena od teh substanc je seveda tudi alkohol. Alkohol pa zato, ker v bistvu ustvari umetno sprostitev mišic ali pa telesa na splošno, in se v bistvu zaradi alkohola oseba počuti podobno, kot da bi bila učinkovita v reševanju problema, oziroma lahko je v nerešenem problemu, pa si spije alkohol in se počuti kot oseba, ki je problem rešila. Čeprav ta seveda oseba ga ni rešila, in potem je jasno, sploh ob splošni dosegljivosti in alkohola in tudi tem, da si lahko alkohol privoščimo. Seveda pogostoma pride do tega, da če je oseba v kroničnem stresu oziroma distresu in išče da se oddahne ali pa da lahko malo bolj razmisli, kaj dela, da ugotovi, da če si spije eno pivo ali pa 2 deci vina ali pa enega kratkega, da mu je lažje gruntati, ker je majčkeno bolj sproščen. Podobno kot kadilec, ki si prižge cigareto, zato da lahko razmisli, kaj bo naredil, in kad cigareta ima spet podoben učinek kot alkohol, samo na drugačen način tam to deluje, ampak efekt je podoben. Seveda je pa tudi verjetnost, da zaradi tega kratkoročnega dviga učinkovitosti ali reševanja problemov, navideznega reševanja problemov, zaradi tega, ker nas alkohol umiri, ker se ne znamo umiriti sami, ampak nas umira alkohol, je seveda alkohol nam alkohol pomaga biti učinkovitejši v nečem, se pravi v tem primeru, da se pomirimo, in potem seveda, če smo v nečem bolj učinkoviti zaradi nečesa, nas to privlači, in ta privlačnost v tem primeru lahko pripelje do odvisnosti, še posebej zaradi tega, ker so pač nevroreceptorji, ki jih imamo v možganih, na katere alkohol vpliva, takšni, da če hočemo imeti enak efekt, moramo postopoma imeti vedno večjo količino določene substance, da dosežemo enak močen vpliv te substance. Se pravi, na začetku je dosti, da spijemo enega kratkega ali pa eno pivo, čez 3 tedne moramo že 2, čez par mesecev že 3 ali 4, in pa seveda ob tem pa
bolj ko uporabljamo take bližnjice, recimo, lahko rekli alkoholu kot bližnjica, bolj izgubljamo sposobnost, da bi spoznali, kje delamo napako in v bistvu postanemo postopoma odvisni od alkohola in jasno tukaj dobimo potem ta problem, o katerem gledalec sprašuje oziroma postavil vprašanje. Se pravi, dejansko, kakšna je razlika med osebo, ki postane odvisna od alkohola, od osebe, ki ne razvije odvisnosti od alkohola, je v bistvu vpliv alkohola na njegovo sposobnost, da umiri živčni sistem in da lahko potem skozi bolj umirjen živčni sistem lažje rešuje probleme ali dobi pa občutek, da bolje rešuje probleme, čeprav jih v principu jasno dolgoročno ne. Seveda je pa tukaj treba še jasno poudariti eno stvar, da če nekdo ni odvisen od alkohola, ne pomeni, da ni odvisen od nečesa drugega, kar ima podoben učinek kot alkohol, ampak pri vseh teh kemičnih in nekemičnih odvisnostih je v ozadju potreba po sprostitvi kronično napetega živčnega, kronično delujočega simpatičnega načina avtonomnega živčnega sistema, ker je to nevzdržno stanje, ki ga nobeno telo ne more dolgo časa prenesti. In seveda, če smo v situaciji distresa dlje časa, bomo toliko dolgo iskali, da bomo našli nekaj, kar bo nam sprostilo živčni sistem in da se bomo počutili, kot da smo probleme rešili, čeprav jih nismo. Pri enih je to alkohol, pri drugih je to nikotin, pri tretjih je to recimo trava, lahko so igrice, lahko je šport, lahko je delo, lahko je, ne vem, hoja v hribe, variant je milijon, oziroma point je pa ta, da če vidite, da brez tega ne morete, pomeni, da ste od tega odvisni, zdaj pa ene stvari so malo bolj zdrave, biti odvisen od njih je malo bolj zdravo, od druge malo manj. In vem, da sem nekaj let nazaj bral en post, ki je en gospod pisal, da njegov oče je bil kroničen alkoholik in dva brata sta bila, se pravi, ta, ki je pisal, pa drug, ki ni. In je rekel, da njegov brat je odvisen od alkohola, on pa ni. Zaradi tega, ker je pač šel po drugi poti kot njegov oče, njegov brat pa ne. Sam v bistvu pol, ko si bral pa naprej, ali pa sem šel pa pogledat, če kak drug post od tega gospoda, se je pa relativno hitro videlo, da je odvisen od hoje v hrib in od gorskega kolesarjenja in da ne more brez tega, tudi če je slabo vreme, tudi če se ne počuti dobro, če je utrujen, take stvari mora iti na bicikel, da se malo zgoni, da se malo sprosti, mora iti v hribe čez vikend, ker če ne cel teden ne more prenesti. In to je pač sem drugačna odvisnost od drugih stvari, od drugih substanc ali pa od druga vedenja, ne pod alkohola. Oba sta pa od očeta podedvala nezmožnost učinkovitega reševanja problemov in tako senzorno amnezijo, da niti ne opaziš, da si v distresu, ker kot otrok, ko si rastel v takem okolju, kjer je bil distres normalen in glede na to, da recimo njegov oče bil kroničen alkoholik, je logično, da je v tem okolju tudi distres bil kralj. Potem tudi odrasla oseba, ko odrasteš iz otroka, ki je živel v taki družini, ne znaš niti ločiti, kaj je distres pa ne, oziroma kaj se še bolj zgodi pri takih ljudeh je, da dejansko opazujem, ko delam z njimi, da ko postajajo bolj učinkoviti v reševanju problemov in se dejansko sprostijo, ker imajo probleme rešene, to sprostitev v bistvu čutijo kot nekaj izjemno tujega, čudnega in dostikrat se bojijo tega občutka, ker imajo občutek, da je nekaj narobe. In nek tisti občutek užitka, ki ga dobiš, ko je delo dobro opravljeno, razumejo kot nekaj, kar jih bo ubilo ali pa pokopalo. Toliko bi danes povedal o tem, bom pa še v kakem drugem Q&A-ju povedal več. Seveda, za na konec je pa tudi to, da osnova AEQ-ja je, da lahko z višjo čustveno zrelostjo in z nižjo senzorno-motorno amnezijo vedno bolj opazite, kje ste učinkoviti in kje ste neučinkoviti v reševanju problemov, vedno bolj ločite med
ali ste v distresu ali niste. In na ta način si lahko ljudje, ki so odvisni od določene, ki imajo kemično ali pa nekemično odvisnost, z IQ-jem postopoma pomagajo postajati bolj učinkoviti v reševanju problemov in s tem na naraven način in zdrav način zmanjšajo kronično aktiviranost simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema. To učimo na programih, to učijo učitelji individualno ali pa v delavnicah v živo. Seveda morate pa upoštevati, da je sprememba delovanja avtonomnega živčnega sistema proces, ki traja kar nekaj časa in se ne da odpraviti čez noč ali pa v 2 tednih, kot vam je verjetno to jasno. Ampak vseeno povem, ker včasih dobim tako vprašanje na mail, da mi vidim, da ljudje enostavno so toliko obupani in bi radi čim hitreje našli rešitev in bi radi tudi iz takih odvisnosti splezali zelo hitro, ampak nažalost realno se to vsaj z IQ metodo ne da. Hvala lepa, pa lep pozdrav.